Trenutno se nahajamo v podzemlju, enih 80 metrov pod zemljo, tik pred eksperimentom Atlas, pred nekim končnim delom tega eksperimenta. Za mano vidite nek velik kriostat, kjer je magnetno polje toroidalne oblike v smeri naprej. To trenutno je malo razstavljeno, zato ker se pospeševalnik ne obratuje, pa so ta toroid zapeljali ven zato, da se lahko dogajajo remonti na ostalem delu detektorja, ki ga vidite bolj na levi strani. Atlas je eden izmed dveh velikih eksperimentov na velikem hadronskem pospeševalniku. Ta drugi je CMS. Atlas je večji po dimenziji, ni pa tudi težji. CMS je veliko bolj gost. Skupina iz Slovenije, iz Inštituta Jožef Štefan in Univerze v Ljubljani sodeluje pri Atlasu. Približno 20 do 25 nas je. To predstavlja približno polovico fizikov osnovnih delcev v Sloveniji. Je pa to eden izmed dveh velikih eksperimentov, kjer se dogajajo splošna iskanja, tako kot se je dogajalo tudi takrat pred dobrimi 10 leti, ko smo nabrali dovolj statistike, da smo lahko vam povedali, da smo našli Higgsov bozon. To je bilo pred 2 letoma, je bila ravno 10. obletnica tega. Zdaj pa nadaljujemo z raziskavami. Veliko je še nejasnega, veliko stvari ne štima. Veste, da je svetla snov, kot jo poznamo, je samo majhen delček vsega, kar vidimo. Veliko je tudi temne snovi, ki jo mogoče lahko tudi na takem eksperimentu, kot je Atlas, detektiramo na način, da recimo v naših dogodkih bo na neki strani nekaj manjkalo. Po drugi strani je pa zelo zanimiva tudi sama spektroskopija in lastnosti Higgsovega bozona. Recimo, zelo zanimivo bi bilo mogoče videti tudi samo interakcijo od Higgsovega bozona z Higgsovim bozonom. Recimo. 10 let, približno 10 let, to je pač neka red velikosti, bomo zajemali podatke z trenutnim detektorjem, še 2 leti sta nam ostali, potem pa končamo s tem run 3, za tretjim obdobjem zajemanja podatkov in gremo v nadgradnjo. In v tej nadgradnji se bo zgodilo to, da bomo lahko potem v istem detektorju z spremenjenim jedrom, to se pravi notranji detektor bomo zamenjali z bolj neobčutljivim na radiacijske poškodbe in bolj gostim in bolj segmentiranim, da bomo lahko še 10-krat več dogodkov zaznali v istem časovnem obdobju. Kar pomeni, da bomo v enem letu dobili takšno statistiko, kot jo zdaj v 10 letih. V 10 letih pa to, kot bi jo pa zdaj v 100. Tako da si od tega obetamo veliko.